Bolniki z demenco in njihovi svojci se zaradi te bolezni, ki je zelo kompleksna in zahtevna, že sicer srečujejo s številnimi izzivi. Situacija pa se je zdaj s koronavirusom, z novim koronavirusom še absolutno spremenila. Izzivi so bistveno drugačni. S kakšnimi problemi, težavami se srečujete kot strokovnjaki, ki skrbite za tovrstne bolnike, za njihovo dobro? Ja, torej res je to, kar ste dejali, da je pandemija COVID-19 postavila pred hudo preizkušnjo vse nas, tako bolnike, kakor tudi skrbnike, kakor tudi strokovne delavce in pa negovalce. Z strani bolnikov sem pravzaprav dobil eno zelo bogato izkušnjo iz prve roke, ker sem ves čas epidemije bil na telefonu spominčice in odgovarjal na vprašanja bolnikov, ki seveda niso imeli dostopa do negovalcev, do zdravnikov. In moram reči seveda, da je posebej hudo to, ker je bolezen, demenca takšna, da te pravzaprav omeji v razumevanju logike, zakaj morajo biti ti ukrepi. Tako da po drugi strani pa moram reči, da pravzaprav z nekim jasnim pojasnilom so mnogi tudi nekako sprejeli to. Veliko težav ali pa težkih trenutkov so doživljali tudi skrbniki. Ne samo zato, ker pravzaprav niso mogli do svojih mam in mož in očetov, ampak tudi zaradi tega, ker danes vemo, da je pravzaprav prav socialni stik, vzdrževanje socialnega stika tisti temelj tako imenovane nefarmakološke obravnave bolnikov. In seveda v hudi stiski smo bili tudi zdravniki, tudi strokovni delavci, ker bolniki niso mogli do nas, skušali smo jim svetovati po telefonu, vendar v vseh situacijah to seveda ni bilo uspešno. Mislim, da se je medicina pa družba v celoti iz te pandemije marsikaj tudi naučila. In na primeru starejših ljudi, zlasti pa tistih z demenco, smo se naučili, da vendarle bi morali imeti nekoliko bolj selektiven pristop k tem bolnikom in k njihovim skrbnikom. Mislim, da ukrepi ne smejo biti absolutistično radikalni, ampak da mora stroka, predvsem epidemiologi, nam morajo biti tu v veliko pomoč, vendar ob epidemiologih morajo v prvi vrsti stati tudi recimo socialni psihologi, zdravniki, tudi predstavniki skrbnikov recimo ali društev za demenco, da bi te ukrepe humanizirali, jih prilagodili, bodisi na tak preprost način, kot je recimo nošenje mask, ki pa bi bile transparentne tam, kjer jih je potrebno, pa seveda do takih bolj sistemskih ukrepov, kjer se na skrbnika ne bi gledalo zgolj kot na obiskovalca, ki lahko v trenutku prižge novo žarišče, ampak kot pravzaprav pomočnika, kot sodelavca, lahko bi ga marsikaj naučili, izobrazili, mu dali zaščitno opremo in ga tudi pravzaprav vpletli v delo z dementnimi, z bolniki z demenco, ki marsikdaj te situacije ne razumejo, in pravzaprav sem se soočal z izjemno pogosto anksioznostjo, tudi agresivnostjo, z obupom skrbnikom, recimo, ko so jim očetje pobegnili od doma in tavali in seveda brez maske na katerikoli uri vstopali v trgovine. Jaz mislim, da to je področje, na katerem smo opazili, kje smo lahko boljši, in da v naslednjem valu, ki bo, ali v naslednji pandemiji,
torej če bi morali ravnati še bolje, bolj humano in bolj integrirano za bolnika. In če se pri snovanju tovrstnih ukrepov v resnici zapolni to praznino, verjetno lahko predvidevamo, da bo tudi odpor do zaščitnih ukrepov v družbi bistveno manjši. Jaz sem prepričan torej o tem, a veste, v momentu, ko mi sodelujemo, ko se pogovarjamo, ko presežemo zgolj, bom rekel, avtokratske, stroge ukrepe, ki pravzaprav bi naredili iz celotne družbe eno veliko infekcijsko kliniko, tega ne potrebujemo in to ni potrebno. In pravzaprav stranski učinek takšnega dialoga in humanega pristopa bo zagotovo to, da maske ne bodo več politično neka volja, ali sem za, ali torej nisem, ampak bo to en zelo preprost pa učinkovit ukrep, da bomo lahko pandemijo udušili.